Gregor se je pred kratkim vrnil v Slovenijo in bo danes tudi naš gost. Poglejmo si kratek povzetek trenutkov, ki so obeležili nekdanjega tekmovalca. Prijet sem tukaj tekmovati, dati vse od sebe. Ful sem užival v poligonih. Ok, ciljanje mi gre bistveno slabše in iskreno povedano tudi malo dvomim, da bi v tako kratkem času lahko to drastično izboljšal. Z tega bom probal ven potegniti najboljše. Vesel pa sem, da sem spoznal še nekaj novih super ljudi. S tabo boš malo rolanje pri meni popravila. Ker me to čutkega. Življenje in šport ni nikoli ravna premica, zmeram je neko valovanje. Zdaj smo šli dol, zdaj pa upam, da bo ekipa slej ko prej se dvignila nazaj gor, da bo ta graf se obrnil navzgor in da zdaj se pa začel niz zmag. Gregor, lepo pozdravljen. Torej, pred kratkim si se vrnil z Dominikanske republike z ene zelo zanimive izkušnje. Kako je bilo? Živijo, pozdravljena. Dobro jutro. Exatlon, zanimiva izkušnja, dobra izkušnja, športna izkušnja, malenkost naporna, ampak dobra in zabavna. Ste se spočili? Ste se naspali, ne? V Dominikanski republiki je bilo vendarle bolj divje kot doma. Tam je bilo bolj tako, bi rekel postolovsko, no. Bi lahko primerjal spanje z mogoče spanjem v šotorju, no. Ampak sem se tukaj zdaj toliko bolj spočil, no. Kako gledate na to izkušnjo, ki je za vami? Ste že uspeli vse predelati? Ste že uspeli potegniti črto, poiskati pluse in minuse? Ne še čist, ampak s časom bom to uspel predelati. Nekako nisem najbolj bil zadovoljen z svojimi meti, no. Na koncu so vedno meti tisti ključni. S poligonom sem zadovoljen. Mislim, bili so določeni poligoni, ki so šli boljš, določeni, ki so šli slabš. Tudi tako je, da je vsakem, vsi smo si različni, nekdo je v nečem dober, nekdo je v nečem malo slabši, ti pa en poligon malo bolj pisan, drug pa malo manj. Na katerem poligonu ste vi najbolj uživali, se opravičujem? Meni je bil najbolj všeč, vodni so mi bili načeloma kar vsi všeč, pa tudi eden, kjer mi je moja višina pa masa malo bolj prav prišla, ker je bilo treba eno težko kroglo čez metati, pa ena težka vrata poriniti. V bistvu to mi je nekako bilo najbolj pisano na kožo. Kako pa zdaj gledaš recimo na Nika, ki te je v bistvu izločil? Z Nikom smo v bistvu ostala nekako v dobrih odnosih in na njega še vedno gledam kot prijatelja. Mi smo v bistvu že prej, nekako se mi zdi tudi športniki, tako gledamo, prijatelji pred tekmo, prijatelji za tekmo in pa med tekmo gremo pa pač na polno drug proti drugega. Glede na to, da je bila res ekstremna izkušnja v vročini, v vodi, si kaj tazga predstavljal? Kako si recimo, kakšne so bile potem dejansko razmere, v katerih ste se znašli? Razmere so bile v bistvu, okolje seveda vpliva malenkost na živčnost, mogoče dolgoročno tudi malo na utrujenost. Recimo zdaj, če je bil še spanc malo slabši, dolgoročno se to pozna. Ampak mislim, da jaz in tudi ostali člani ekipe nekako, ker smo se ukvarjali športom, vsak se na svojem področju, nekako smo se lahko soočili pa spopadli tudi s temi težavami. Jaz sem recimo, za sebe, če povem, prej recimo, glih preden sem delal bohintlon, sem v Bohinju plaval čez jezero, nazaj, potem pa še tekel okrog jezera. In v bistvu neki te napori mi niso bili glih čist tuji. Sicer pa vi ste del modre ekipe, modra ekipa je večino časa do vašega odhoda spala v baraki. Ste zdaj, ko ste prišli domov, veseli svoje postelje? V bistvu je kar, mislim, traja malo, da se telo zregenerira pa vse, pa tudi tukaj, da se navadi te urne spremembe, ki je 6 ur zamika, pa podnebje, ampak sem vesel. V bistvu me zanima, kako je to, da ste vsak večer preživeli v baraki, vplivalo na vzdušje v ekipi? Jaz mislim, da je bilo malenkost, sploh ta niz porazov, tudi to. Jaz bi celo rekel, da je to še bolj vplivalo. Poraz za porazom in smo imeli precej tako, nismo bili čisto sproščeni, živčni in tudi če za sebe povem, recimo, ko je bil poligon na vrsti,
že na začetku, ko sem vizualiziral, kako bom šel čez poligon, sem, na koncu spet tisti meti. No, takoj na začetku, še preden sem začel, sem že imel malo tistega grenkega, preukusa v to. Menda si nekaj napletel tudi v navezavi z eksatlonom, ne? Ja, res je. Mislim, v bistvu tako je. Ko sem izpadel, sem malo razmišljal, kaj sem v preteklosti delal, kaj me veselil, kaj bi si želel početi naprej. In v bistvu se je rodila ena nova ideja, ker sem prej sem delal projekt 365, to je bilo 365 dni športnih aktivnosti, se pravi vsak dan sem bil aktiven, pisal dnevnike, vzpone, padce, potem je sledil projekt 365 dni meditacije, zdaj sem pa rekel, zdaj gremo pa še enkrat, ampak gremo prejšnja 2 projekta skupaj združiti, pa še ujačati vse skupaj, ampak zdaj bom pa sam tisto smetano dal poberal, se pravi sam Divjak 365 sem pomenoval ta projekt in če se je zgodba eksatlona tam končala, se je nova tudi tam začela, naredil sem prvi triatlon v Dominikanski republiki, to je bil triatlon sprint, mislim, da je 1000 metrov plavanja bilo, potem pa 20 km kolesa, 5 km teka. Odlično. V bistvu vam ne zmanjka izzivov. Bi rekla, da imate kar zato tudi dober priimek, ne? Divjak. Gre skupaj, sam naglasi se mogoče včasih malo drugače. Najlepša hvala, torej veliko uspehov še naprej in pa da se mogoče še koga prime teh 365 dni aktivnosti, bi bilo verjetno počutje ljudi veliko boljše. Računam pa tudi na pomoč kolegov, tudi z nasprotne ekipe, verjamem, da bomo skupaj sodelovali in skupaj naredili veliko športnih aktivnosti. Hvala lepa za obisk v studio in uspešno zdaj naprej v Sloveniji. Hvala.